Pozdravljeni. Se je kdo vprašal, kakšna bi bila sezona 2025, če na štartnem razporedu ne bi bilo ekipe McLaren? Bi videli podobno razmerje sil ali pa bi bila slika malce drugačna od one, ki jo vidimo v realnosti danes? Tem in še marsičem drugim, seveda kot običajno, v naslednjih minutah. Bodimo iskreni. Letos so pri McLarenu napravili MCL 39, ki je tehnično gledano bistveno pred vso ostalo konkurenco. In če smo iskreni in malce v navednicah opravimo konstruktorsko lestvico, bomo videli, da tam vodi Piastri pred Norrisom in je na 3. mestu Ferrari ter nato vsi ostali. Ampak v poletnem premoru se lahko začnemo spraševati, kakšno bi bilo lahko letošnje prvenstvo, če McLarena sploh ne bi bilo, če bi imeli na štartnem razporedu 9 ekip brez 2 bolidov iz ekipe iz Wokinga. Seveda, čisto teoretično vprašanje, ki nam bo razkrilo marsikaj v nadaljevanju. Namreč situacija je čisto drugačna, kot če bi enostavno iz tiste skupne razvrstitve črtali prvi 2 mesti. Prišlo bi do nekaterih sprememb, namreč tu pred vami je slika, ki nam kaže, kakšen bi bil vrstni red, če letos do poletnega premora ne bi imeli obeh McLarenov na štartnem razporedu. Vodil bi George Russell pred Maxom Verstappenom in Charlesom Leclercem. In če pogledamo ono realno lestvico, vidimo, da je prvi zasledovalec obeh McLarenov Verstappen pred Russellom. In tu je treba povedati še nekaj drugega. Namreč, da je Max v realnem svetu dosegel 2 zmagi, George pa le 1. V tistem imaginarnem bi jih imel Russell 5, Verstappen pa 4, kar nam zopet pove nekaj zanimivega. Da je Max Verstappen v resničnosti dosegel rezultate, ki so dobesedno izjemni. Ne smemo pozabiti, da tudi Charles Leclerc v onem imaginarnem svetu, v oni domišljijski situaciji, bi letos dosegel 4 zmage, čeprav bi bil prav tako kot v resničnosti za Verstappenom in za Russelom. Seveda ta menjava pozicij med voznikom tovarniške ekipe Mercedes in voznikom Red Bulla je po svoje zanimiva. Torej, rezultati Maxa Verstappena nihajo med onimi, ko je sposoben tudi v realnosti premagati oba McLarena, do drugih, kjer zdrsne tudi za, na primer, oba voznika tovarniške ekipe Mercedes. Kar je zanimivo, medtem ko bi lahko dejali, da je George Russell dokaj konstanten, čeprav izjemno težko premaga oba McLarena. Kaj pa Ferrari? Ferrari je drugi na konstruktorski lestvici, čeprav sem malce v šali poudaril, da konstruktorske točke scuderije Ferrari niso dovolj, da bi prehiteli, na primer, Landa Norrisa. Ampak vseeno, zakaj Ferrari drugi na lestvici in v imaginarnem svetu bi bil na vodilnem mestu, kar se tiče voznikov, pa daleč zadaj, bodimo iskreni. Enostavno gre za to, da tako pri Mercedesu kot pri Red Bullu
je drugi voznik šibak. Govorimo o Andreji Kimi Antoneliju, ki je novinec, od katerega se ne pričakuje tistih rezultatov, ki bi bili primerljivi z Georgeom Russellom. In seveda situacija pri Red Bullu je še bistveno bolj kompleksna, kjer smo imeli Liama Lawsona, kjer imamo sedaj Yukija Tsunodo, ampak oba nista na tistem nivoju, da bi bila vsaj dostojna moštvena kolega Maxu Verstappenu. In tu je ta razlika. Seveda, mnogi bi lahko sedaj odprto kritizirali Lewisa Hamiltona, ampak prav tiste točke, ki jih je prispeval Hamilton, postavljajo Ferrari na drugo mesto v realnem svetu in bi ga seveda postavili tudi tja na prvo v onem imaginarnem. Sedaj vprašanje. Je Ferrari druga sila na štartnem razporedu svetovnega prvenstva Formule 1? Po točkah da, ampak če pogledamo malce rezultate, bomo videli, da v tistih pomembnih kategorijah so pri skuderiji Ferrari tretji, morda celo četrti, niso dosegli še zmage. In to pomeni, pravzaprav niso pokazali, naprimer, da so boljši od McLarena v določenih situacijah na specifičnih dirkah, kot seveda tistim posebnim spletom okoliščin. To je uspelo Red Bullu in to je uspelo Mercedesu. In seveda zadeva je pomembna in ne tako zanemarljiva. Če bi sam zbiral, kaj je bolj pomembno, biti na koncu drugi brez zmage ali pa doseči dvakrat prvo mesto, kot je to uspelo do tega trenutka Maxu Verstappenu, bi sam zbral slednje, ker je, vsaj po mojem, bolj pomembno. Drugo mesto, kot je dejal Enzo Ferrari, je le tisto prvo namenjeno poražencem. In tega ne smemo nikoli pozabiti. Ampak, kot sem dejal, situacija po svoje še sploh ni tako kritična. Če pogledamo razliko v točkah, tako v imaginarnem kot v realnem svetu, med Russellom, Verstappenom in Leclercem, je razlika v bistvu minimalna. Namreč po poletnem premoru imamo še obilico dirk do konca samega prvenstva in vrstni red, vsaj med temi tremi vozniki, bi se lahko spremenil. Kar se tiče naslova med vozniki in med konstruktorji, pa mislim, da smo si lahko vsi enotni, da bo ta odšel v obeh primerih v roke McLarena. Med konstruktorji logično in seveda med vozniki ga bosta dosegla ali Oscar Piastri ali pa Lando Norris. Kaj bi lahko preprečilo ta dogodek? Nekaj podobnega kot naprimer leta 2007 prav McLarenu, ko so izgubili zaradi tako imenovanega Spygate vse konstruktorske točke. Torej neka nepravilnost, neko očitno kršenje ali tehničnega ali športnega pravilnika. Nekaj, kar si mi navdušenci zagotovo ne želimo videti. Nam je bolj pomembno tisto, kar se dogaja na progi, ne ono, kar je nekako plod dogajanja izven samih dirk. A kot ponavadi moje osebno videnje in moje osebno mnenje. Vsekakor, če bi gledali prvenstvo brez McLarena, bi videli izjemno zanimivo situacijo, kjer pa je treba poudariti nekaj. V realnem svetu je seveda to tudi dokaz, kako dober je Max Verstappen. Če bi ga v imaginarnem George Russell prehitel, je bil Max v realnem edini, ki se je lahko vsaj delček sezone enakovredno kosal z McLarenom. Nekaj, kar drugim letos še ni uspelo, ampak vsi upamo, da jim bo.
že v bližnji prihodnosti. Za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.